Dobro večer, spoštovani gledalke in gledalci. Še natanko en teden je ostal na voljo vsem, ki bodo že v prvem vpisnem roku oddali vlogo za vpis na eno od fakultet Univerze v Mariboru ali katere druge slovenske univerze. Do tega trenutka je bilo oddanih nekaj čez 700 elektronskih prijavnic, kar je slaba osminka vseh pričakovanih vlog, zato na službah za vpis na slovenskih univerzah prav v tem tednu pričakujejo velik naval, ki ga praviloma spremljajo tudi številna vprašanja bodočih študentov o vpisnih pogojih in postopkih, ki jih je potrebno spoštovati. Zato smo se odločili, da nocojšnjo oddajo posvetimo prav tem vprašanjem in nasvetom, kako pravilno ravnati, da se boste lahko vpisali na želeni študijski program. Z nami je tokrat gospod Dejan Senekovič, vodja službe za vpis Univerze v Mariboru. Dobro večer in dobrodošli. Z njegovo pomočjo bomo skušali odgovoriti tudi na vaše vprašanja, spoštovani gledalke in gledalci. Naši telefonski številki bosta večkrat objavljeni na zaslonu. Predlagamo pa vam, da najprej prisluhnete nekaterim uvodnim informacijam in nas potem pokličete in zastavite vprašanje. Gospod Senekovič, nekaj sprememb je doživel zakon o visokem šolstvu. Država je imela namen odpreti tudi elektronsko vpisno točko, prek katere bi potekal letošnji vpis. Zato bi bilo dobro, če uvodoma pojasnimo, kako v bistvu poteka letošnji vpis, kako je možno dati prijave, kje in dokdaj. Ja, poglejte, v letošnjem letu je dobro za te kandidate, ki so prišli, oziroma za generacijo, ki prihaja v letošnjem letu, to, da se ne bo ničesar spremenilo. Se pravi, sistem kot takšen je ostal nespremenjen. Mislim, da že 15-16 let takšen, kot je, in verjamem, da je to letos zadnja generacija, ki se vpisuje po tem starem postopku, po tistem, kot sem povedal, ki že velja nekaj let. Ministrstvo že nekaj časa obljublja elektronsko visokošolstvo, se pravi, to evidenčno visokošolstvo EVŠ se imenuje, in seveda namen je bil že v letošnjem letu ga izpeljati, začeti z njim, vendar nekako smo se univerze, ker je bil seveda slabo pripravljen, smo se temu uprle in uspele, bom rekel, preprečiti to zadevo, izpeljavo tega EVŠ-ja vse za eno leto, in verjamem, tako sem povedal, v naslednjem študijskem letu verjamem, da bodo kandidati štartali seveda popolnoma drugače, z novimi portali, z novimi pravili, verjetno ne več z pisno prijavo, verjetno samo z elektronsko prijavo, in seveda ostanemo sedaj pri tem, kot je. Ampak recimo v tem trenutku, kakšno je razmerje med elektronskimi pa temi papirnatimi, običajnimi prijavami, ki jih prejemate v vaši službi? Glejte, mi že kar nekaj let, mislim, da že imamo 10 let elektronsko prijavo, in vsako leto, bom rekel, zadeve pridejo v prid elektronski prijavi. Se pravi, elektronsko poslovanje je postalo na prvem mestu in razmerje elektronskih in pa pisnih prijav je približno 1:10. Se pravi, če smo dobili približno 70 pisnih prijav, dobimo 700 elektronskih prijav, in tudi pričakujemo v letošnjem letu zelo malo pisnih prijav. Mislim, da večinoma se bo odvilo kar v elektronskem svetu. Da uvodoma še povemo datum, torej 5. marec, ponedeljek 5. marec je tisti zadnji datum za ta prvi vpisni rok. Dejansko zadeva takšna, da smo že vkorakali v prvi prijavni rok, se pravi 10. februar je bil tisti datum, ko so kandidati že lahko začeli oddajati bodisi elektronsko, bodisi pisno prijavo. Tako ste povedali, nekaj smo jih že dobili, večinoma teh kandidatov še ni oddala prijav, tako da še glavino dejansko pričakujemo. Seveda 5. marec, letos je to 5. marec, na kandidati pazijo, zaradi tega, ker v vseh prejšnjih letih je bil to 8. marec. Letos smo ga prav zaradi tega, ker smo začeli uvajati to elektronsko visoko šolstvo, seveda skrajšali za 3 dni, in letos 3 dni krajši rok, se pravi 5. marec, ponedeljek, tako ste omenili, je tisti zadnji datum do polnoči, ko kandidati morajo dati bodisi elektronsko, bodisi pisno prijavo. Ali se je spremenilo, govorimo o Mariborski univerzi, število vpisnih mest in kako je sploh z omejitvijo vpisa? Jaz režijo prosim, da nam pokaže prvo tabelo, v kateri bomo tudi videli to primerjavo med številom vpisnih mest v tekočem študijskem letu in številom predvidenih za študijsko leto 2012-2013. Prosim, če pokomentirate, gospod Senekovič. Ja, gledajte, v letošnjem letu je število ali pa upad števila razpisanih mest zelo velik. To je očitno, je vidno, verjetno ne samo na Mariborski univerzi, pač pa seveda na vseh univerzah širom Slovenije.
Verjetno ima vsaka fakulteta, vsak visokošolski zavod, bom rekel, svojo zgodbo, vendarle ena zgodba je tista skupna, to je nova uredba o financiranju, ki je nekako prisilila, če tako rečemo, fakultete v to, da so začele seveda zmanjševati število mest. In tako velikega upada število mest, kot je v letošnjem letu, odkar sem jaz na univerzi, pa sem že skoraj 16-17 let, seveda nismo imeli, ponavadi je bilo obratno. Povečevali smo število mest, tudi povpraševanje po mestih je bilo zelo veliko. V letošnjem letu pa, kot se vidi na tabeli, mi smo prišli iz prejšnjega leta, ki smo imeli 7500 mest na približno 6600 mest, kar približno pomeni upad za 12, pa nekaj procentov. To je, če v mestih govorimo, je to kar skoraj da za 1000 mest in to mislim, da se pri kandidatih seveda poznalo. Koliko je recimo pri tem, ne vem, razlog recimo tudi to, da je mora biti ta generacija, ki se letos vpisuje, manj številčna, koliko je pa dejansko vzrok v denarju, torej v tem, da kot so napovedali že v bistvu v preteklem študijskem letu, oziroma v letošnjem študijskem letu je bila menda vpisana zadnja generacija, ki se je lahko vpisala tudi zaradi statusa. Veliko je bilo poigravanja s to besedo, čeprav je to malo žaljivo do novih študentov. Jaz ne bi rad operiral s temi besedami, ampak vseeno se mi zdi, da je zanimivo, torej da univerze so za novo študijsko leto dobile tudi možnost, da omejijo vpis tudi v tem smislu, da povečajo kakovost novo vpisanih študentov, torej selekcijo ustvarijo. Zdaj, kar se tiče iskanja statusa, dokler ne bo uvedeno elektronsko visokošolstvo in enotna baza podatkov, jaz mislim, da bodo kandidati, seveda tisti, ki to želijo, absolutno še vedno naprej izkoriščali. Mariborska univerza že od leta 70, se pravi, pelje skupno bazo podatkov, kar je morda, tako kot pravite, malo nesramno do kandidatov, ker kandidat, ki si želi priti v Maribor dvakrat ali pa trikrat, seveda ga hitro primemo, ga hitro zavrnemo, ker ga vidimo, seveda potem kandidat gre na druge univerze, univerze v Ljubljani, na Primorskem in tako dalje, in na vseh teh poskuša seveda izkoriščati ta pridobljen status, dokler pač gre. Kandidati ne samo, da so pogruntali, da se da status pridobiti na univerzah. Ugotovili so tudi, da se ga da pridobiti na srednjih šolah. Se pravi, so zaključili srednjo šolo, izkoristili statuse na univerzah, pa potem prišli nazaj na srednje šolstvo, kjer se da še vedno poskušajo iskati statuse. In dokler ne bo uvedenega skupne baze podatkov in jaz mislim, da ne bomo preprečili iskanje statusa kandidatov v Republiki Sloveniji. Na ta način. Na ta način zagotovo ne. Povejte mi še to za uvod. Letos bo prvič vpisna mesta razpisala tudi Fakulteta za turizem, ki je nova članica Mariborske univerze. Koliko bo tam razpisnih mest? Ja, tik pred zdajci, prednji je šel razpis, smo dobili akreditirana 2 študijska programa oziroma Fakulteto za turizem. To je turizem univerzitetni študijski program, ki razpisuje 60 mest za redni študij in pa 40 mest za izredni študij in prav tako na visokošolskem strokovnem študijskem programu turizma, se pravi 60 mest za redni študij in 40 mest za izredni študij. Če ne bi bilo te fakultete, bi govorili približno o zmanjšanju števila mest, ta je namreč malce podvignila tisto število razpisanih mest v letošnjem letu, bi govorili celo o zmanjšanju 16% mest na univerzi v Mariboru. Ampak povedati moramo, da je Fakulteta za turizem v Brežicah. Tako da najbrž pričakujete tudi, da bo največ kandidatov za vpis na to fakulteto tudi z tega območja Dolenjske in Posavja. Ja. Tako kot ste povedali, fakulteta ima sedež na Dolenskem v Brežicah. Se pravi, kar nekaj članic imamo takšnih, ki spadajo pod univerzo v Mariboru in so seveda locirane po različnih krajih Slovenije in tako je tudi ta nova fakulteta, ki nastaja, Fakulteta za turizem, ima sedež v Brežicah. Hvala. Kot sem že dejal, seveda k sodelovanju vabimo tudi vas, spoštovani gledalke in gledalci. Pokličite nas, vprašajte, povejte svoje mnenje o temi, o kateri se nocoj pogovarjamo, predvsem pa vabimo seveda kandidate za vpis in tiste, ki bodo v novem študijskem letu
postali študenti mariborske in drugih univerz, da nas pokličejo in vprašajo, če jim kaj v zvezi s postopkom ni jasno. V tem trenutku moramo povedati, še vedno pravzaprav več kot 5000 ljudi ni oddalo svojih prijavnic za vpis v novo študijsko leto, ker upajmo seveda, da niso vsi v nekih hudih dilemah in hudo neobveščeni o tem, kako je ta postopek potrebno izpeljati. Povejte mi, gospod Senekovič, rekli ste, da že približno 15-16 let postopek ni drugačen. To pomeni, da je še vedno možno izraziti 3 želje, tako kot pri Zlati ribici. Pač 3 želje, kaj bi radi študirali v novem študijskem letu. Ali se je tukaj spremenilo v postopku? Ne, gledajte, sam postopek je takšen, kot ste rekli, kar nekaj let že drži svojo tradicijo. Kandidat lahko zapiše eno študijsko željo, vedno govorimo lahko, tudi zapiše 2 študijski želje ali pa 3. In seveda vedno priporočamo kandidatom, da zapišejo toliko študijskih želja, se pravi največ 3, najmanj pa seveda 1, tiste študijske želje, ki zagotovo vedo, da bodo na njih študirali, če bodo sprejeti. Dostikrat se zgodi, da kandidati prepišejo od kolega ali pa poslušajo kolega ali kolegico in tako dalje, sošolca, sošolko, in napišejo eno študijsko željo, kjer zagotovo vedo že naprej, da ne bodo študirali. Ali pa nimajo možnosti študirati, ne vem, iz Maribora v Ljubljani ali v Kopru ali kaj podobnega. In takrat vedno svetujem kandidatom, naj ne piše študijskih želja, vsaj tistih ne, ker vedo, ali ne bodo morali, ali pa seveda ne bodo študirali. Kajti, ko smo prej omenjala spremembe zakona, zakon o visokem šolstvu se je spremenil, ampak je bila le priprava na informacijski sistem elektronskega visokega šolstva. Se pravi, sam zakon se ni spremenil ničesar, kar bi se dotikalo vpisnega postopka. Vpisni postopek spreminjal in vsebine, spremenil pa se je pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa. In sicer vsaj tiste 3 so take pomembne točke, ki jih morda moramo omeniti, zakaj se je spremenil. Namreč odprla se je druga prijava. To je velika novost v letošnjem letu. Vsa leta do sedaj je veljalo, da je drugi prijavni rok bil zaprt, se pravi kandidat, ki je bil sprejet z prvo prijavo, druge prijave ni smel oddati. Drugo prijavo, se pravi, če obrnemo zadevo, je smel oddati samo tisti kandidat, ki s prvo ni bil sprejet ali pa sploh prve prijave ni oddal. V letošnjem letu je ministrstvo, sicer jaz razloga točnega ne poznam, zakaj je Univerza v Mariboru temu nasprotovala, so pa zadevo popolnoma odprli. Se pravi, od letošnjega leta dalje, drugi prijavni rok odprt in lahko dajo vsi kandidati. Tisti kandidati, ki so dali prvo ali pa niso dali, in tudi tisti, seveda, ki so bili sprejeti ali pa niso bili sprejeti. To je taka zelo velika novost, ki je letos kar razburila, bom rekel, srednje šolstvo in kandidate v njem. Kajti bojim se, da se bo dostikrat zgodilo, da bodo kandidati, dobri kandidati sprejeti in seveda zaradi tega bo izpadli slabi kandidati, kar pomeni v drugem prijavnem roku ponovno ti dobri kandidati, ki so že dobili mesto in nekoga izpodrinili, bodo lahko dali drugo prijavo in bodo verjetno tiste ta slabše, malo slabšim uspehom, seveda zopet izpodrinili iz sistema navzven. In bojim se, da slabši kandidati so tukaj nekoliko, bom rekel, zapostavljeni. Dober kandidat bo pa lahko seveda tudi večkrat dobil svoje mesto in zamenjal. Druga večja takšna novost in sprememba pravilnika je seveda, da se lahko kandidati do 15. oktobra izpišejo. Se pravi, nekdo, ki se je vpisal, dobi svoje mesto, šel skozi vpisni postopek in se vpisal, bo lahko brez posledic. Tistih posledic, ki jih določa 66. člen zakona o visokem šolstvu, ki pravi, da lahko enkrat ponavlja ali zamenja študijski program. Se pravi, brez teh posledic, če se izpiše do 15. oktobra, bo naslednje leto lahko nadaljeval in tako dalje v nedogled. Ampak ali bo njegovo mesto tistega, ki se izpiše, lahko nadomestil nekdo, ki se ni mogel vpisati? Žal ne. Ravno v tem je, bom rekel, polemika vsega tega, kajti kandidat, ki se bo rečima vpisal avgusta, ko so vpisi v prvem prijavnem roku, bo šel na izpit šele v oktobru. Kar pomeni, takrat so vsi postopki zaključeni, kandidat bo svoje mesto dobil, on se bo vpisal nekomu ali nekoga izpodrinil iz tega sistema in seveda, če bo želel, brez posledic se do 15. oktobra izpisal.
Na kaj morajo biti kandidati pozorni, če se recimo prijavijo na te 3 želene študijske programe? Ali obstaja neko pravilo, kako si morajo zdaj srednješolci, ki se odločajo o tem, na katere programe bi se prijavili, torej kako določiti ta prednostni vrstni red v prijavi? Ali se recimo lahko zgodi, da kljub temu, da človek izrazi 3 želje, na koncu ostane neupisan oziroma se mu ne izpolnijo niti vse 3 želje? Lahko. Zelo pomembno je, da se kandidati zavedajo, da so določeni študijski programi omejeni. In v prvem prijavnem roku omejitev sprejmejo sicer fakultete, ampak potrdi jih Vlada Republike Slovenije. In seveda študijski programi, ki so omejeni, se moramo zavedati, da se vedno... Govorimo o programih, pri katerih velja omejitev vpisa in pri takih, ki ni omejitve vpisa. Tako. Ravno govorimo o študijskih programih, ki imajo omejitev vpisa, in tisti študijski programi, ki imajo omejitev vpisa, se vedno razvrščajo po 1., 2. in 3. študijski želji. Obratno je, tako kot ste povedali, neomejeni študijski programi. Za njih je dovolj, da kandidat zapiše samo enega in je na njega avtomatično sprijet, če izpolni splošne pogoje. Pomeni, če je to univerzitetni študijski program, mora narediti splošno maturo, kadar je to seveda zahtevano, in če bo naredil splošno maturo, ne glede na uspeh, ali je to bil najslabši uspeh, kar je sploh možno, da je naredil, važno, da je naredil in bo v njega sprejet. In obratno, ko smo že prej imeli omejene študijske programe, v njih pa seveda kandidat, če jih zapiše, mora imeti zadostno število točk in seveda dovolj dober uspeh. Mislim, da o tem v javnosti niti ne glede na to, koliko je star celoten vpisni sistem, ni bilo veliko razprave, zato predlagam, prosim režijo seveda, da nam da prvi graf. Tu vidimo en primer, kako izpolniti prijavo in primer študenta z izmišljenim imenom, ki je imel v bistvu v 3. in 4. letniku srednje šole zadosten uspeh, minimalno število točk na maturi in se želi vpisati na enega od študijskih programov, na katerem ni omejitve vpisa. Kaj se zgodi, če se mu zoperstavi študentka v tem primeru, ki ima neprimerno boljši uspeh in na maturi in v 3. in 4. letniku srednje šole in kot vidimo tukaj ima 3 želje? Pojasnite nam, gospod Senekovič. Torej, gledajte, Igor B., tako pravite, zelo slab dijak, srednješolski dijak, zadosten in seveda maturo toliko, da jo je izpeljal oziroma naredil. Prvo željo je zapisal logistika sistemov, univerzitetni študijski program. Študijski program je bil razpisan z 100 mesti, neomejen in sicer na njega je bilo sprejetih samo 95 kandidatov. Na drugi strani imamo Petro, ki ima dokaj dober uspeh v srednji šoli, dokaj dobro opravi tudi maturo. Seveda želi si na medicinsko fakulteto, ki je razpisala 96 mest in študijski program normalno, ker je bil prijavljen zelo veliko kandidat, je omejen in je dejansko minimum 83 točk, kar seveda Petra nažalost za svojim uspehom ni dosegla. Druga želja je popolnoma enaka, da ne razlagamo ponovno, tako kot je Igor to zapisal na svojo prvo mesto in na tretjo željo seveda zapiše tudi zdravstveno nego, VE študijski program. Zakaj bi se s takšnimi kandidati zgodilo? Igor B., seveda, ker je to izpeljal in zapisal na prvo željo in je študijski program neomejen, je zadosti, da je opravil maturo in je seveda na ta študijski program avtomatično sprejet. Kaj pa Petra K.? Ja, pri Petri K. seveda avtomatično izpade iz prve želje, ker ima premajhno število točk. Nažalost izpade tudi iz druge želje, zaradi tega, ker je kot na neomenjenem programu, tam, ki si pregovoril Igor B., ostalo samo 5 prostih mest. In teh 5 prostih mest se da na razpolago kandidatom, ki so to zapisali na prvi program, sicer omejen študijski program, ta študijski program pa so zapisali na 2. in 3. študijski želji. In takrat se izračuna za teh 5 mest minimum in ga lahko kandidati dosežejo, le tisti, ki so najboljši. In tu vidimo, da je nenadoma pogoj 79 točk in potem kandidatka spet izpade. In Igor B. z zelo slabim uspehom pride na ta študijski program, medtem ko Petra K., pogledajte, z dokaj dobrim uspehom, ne uspe priti na enak študijski program. In na koncu se zgodi? In na koncu dejansko Petri K. ne prestane popolnoma ničesar drugega, kot da gre na tretjo željo. Drugo prijavo. Kot da da drugo prijavo v drugem prijavnem roku, če smo sedaj v prvem prijavnem roku. Tako.
Ali pa tretje, tako kot pravite, če gre za drugi prijavni rok. No, ampak imamo tudi drugi primer, prosim režijo seveda tudi za ta graf, kjer se lahko zgodi, če se ne motim, tej študentki, da se sploh ne more vpisati. Razložimo zdaj, bom rekel, ta potek, kako to gre. Torej, to je pa primer, se pravi zopet Igorja B., slabega učenca, tako smo ga prej imeli, prva želja logistika sistemov, univerzitetni študijski program, neomejen program, 95 sprejetih kandidatov, 5 mest ostane za drugo in pa za tretjo željo. Kandidatka če ne napiše tretje želje, zdravstvena nega, če je ne bi zapisala, potem dejansko iz tega sistema popolnoma izpada, tako kot je bilo na prejšnjem grafu prikazano. Predlagam, da malo hitreje pokažemo to animacijo. Vidimo, torej tu je tretja želja sprejeta, ker iz druge je spodrinjena. Tako, na drugo željo kljub temu dobremu uspehu ni morala priti in je sprejeta seveda na tretjo študijsko željo, dobro, da je zapisala in seveda študira tam, kamor je pač to zapisala. No, to pa je naslednji primer, o katerem smo malo prej že tudi govorila. Kaj se zgodi, če Petra K. ne zapiše tretje želje, nažalost, kljub dobremu uspehu izpade iz celotnega postopka. Predlagam še naslednji primer, da takoj vidimo, tu zdaj spet imamo to zgodbo. Zelo podobna zgodba Igorja B. za slabim uspehom. Tokrat Igor B. dela poklicno maturo. Zopet seveda kot slab dijak, prva želja logistika sistemov, sicer tokrat VE študijski program, ker potrebuje za prijavo njega poklicno maturo, 100 mest razpisanih, neomejen študijski program, 95 sprejetih. Seveda Petra K. z svojim boljšim uspehom se poskuša prijaviti na malo boljše oziroma na univerzitetne študijske programe in zapiše ekonomsko in poslovne vede, univerzitetni študijski program, na katerega seveda se lahko prijavi s poklicno maturo in s tistim dodatnim 5. maturitetnim predmetom. Žal Petra K. tudi ni vedno imela sreče in je padla na maturitetnem predmetu in seveda teh primerov imamo kar nekaj, kaj se takrat zgodi. Seveda Petro K. bomo avtomatično, ker ne izpolnjuje splošnih pogojev, izločili iz njene prve želje in gremo pogledati, ali ima na želji, na drugi ali pa na tretji želji zapisan kakšen študijski program, na katerega bi pa lahko s poklicno maturo tudi prišla not. In seveda v tem primeru je Petra K. imela srečo, druga želja je bila VS, minimum 75 točk, ona je dosegla 76 in seveda v tem primeru je Petra K. ni sprejeta na prvo željo, če bi opravila poklicno maturo, seveda, oziroma če bi opravila poklicno maturo z maturitetnim predmetom, bi bila sprejeta na prvo študijsko željo, žal pa tokrat na drugo študijsko željo. To je ta primer in vidimo, da je to možno. Zdaj, vsako leto se na univerzo vpiše tudi nek delež študentov s posebnimi potrebami, ker je recimo več kategorij teh študentov, med njimi so, ne vem, ljudje, ki imajo zdravstvene težave, ampak tudi recimo vrhunski športniki, tisti študentje, ki ne morejo v bistvu redno študirati, obiskovati predavanja, ker imajo svoje programe športnih tekmovanj in vemo, da so tudi veliko odsotni. Ampak tudi oni morajo biti na nek način pozorni na to, kako izpolnjujejo svoje prijave in kako si določijo te prednostne želje, kaj bi radi študirali na prvem mestu, na drugem in na tretjem. Na kaj mora biti ta skupina posebej pozorna? Torej, ti kandidati, ko dobijo ta status, se pravi, prvo je, da ta status pridobijo. Pridobijo ga z prošnjo, prošnja gre na komisijo in komisija seveda tista, ki odloči o tem, ali ta status dobijo ali pa ne. Seveda, ko ga dobijo, je za njih, bom rekel, dana ta možnost, da imajo 15% manj točk od ostalih kandidatov, ki so sprejeti v rednem postopku. Pa vendarle, ni vse tako preprosto, kot se sprva sliši. Zakaj ne? Zaradi tega, ker mi te kandidate, ki ta post dobijo, oziroma ko so kandidati s posebnimi potrebami, najprej, če rečemo, zavrtimo z vsemi ostalimi kandidati. In če seveda kandidati v tistem rednem izbirnem postopku dobijo svoje mesto, potem jim tisti status kandidata s posebnimi potrebami ničesar ne pomeni. Dobili so svoje mesto na prvem, drugem ali pa tretjem, na prvi, drugi ali pa tretji študijski želji in jih seveda pustimo tam, kjer so. Če pa se malo bolj znajdejo, ne napišejo vse študijske želje, ravno tako, kot bi šel po vrstnem redu, se pravi, če kakšno željo tudi izpustijo in izpadejo, ali pa izpadejo vseh treh študijskih želja, potem to prijavo vzamemo iz tistega bobna vseh zavrtenih prijav in dejansko pogledamo, ročno pogledamo, če je katera študijska želja takšna, da ima kandidat resnično 15% manj točk
kot ostali kandidati in ga seveda tam uvrstimo na tisto študijsko željo. No, jaz zdaj predlagam, mislim, tu imamo tudi pripravljeno eno grafiko in sicer v bistvu kako v tem primeru pri študentih, ki imajo ta, bom rekel, posebne potrebe in statuse, torej kako se pri njih pravzaprav ta razlika v uspehu pol pozna pri možnostih vpisa. Prosim, če nam pojasnite. Ja, torej zopet oba primera, oba kandidata ne bomo posebej opisovali. Igor B. in pa Petra K. oba sta dobila ta status kandidata s posebnimi potrebami in seveda sedaj vprašanje, kdaj ima ta status seveda koristi. Igor B. zagotovo ne, ker Igor B. se je prijavil na študijsko željo, prvo študijsko željo, ki je neomejena, kar pomeni on, kljub temu, da ima status kandidata s posebnimi potrebami, splošne pogoje mora izpolniti. To je vedno pogoj. Študijski program je neomejen in mu ta, bom rekel, POS oziroma status kandidata s posebnimi potrebami seveda ne koristi. Kaj pa pri Petri K? Ja, Petra K. je pa zapisala zopet medicino, želi si očitno na medicino, logistiko sistemu in pa tretja želja zdravstvena nega. Kandidate smo zavrteli v rednem postopku in ugotovili, tako kot sem povedal, Igor B. je sprejet na prvo željo, medtem ko Petra K. v rednem postopku, ker je imela dovolj točk, je bila sprejeta na tretjo željo. Vendarle, kaj se zgodi, če bi tretjo željo izpustila, se pravi, da bi zapisala samo medicino, pa morda še en študijski program, za katerega seveda nima dovolj točk. Takrat bi se zgodilo to, da bi kandidatka Petra K. iz rednega postopka izpadla, ne bi bila sprejeta niti na prvo, niti na drugo željo, ker ima premalo točk. Prijavo odvzamemo iz tistega rednega postopka in seveda ročno pogledamo, ali je Petra K., ki ima ta status, pridobila kje 15% manj točk. In v tem primeru, gledajte, bi Petro K. namesto na tretjo željo, tako kot je bila prej uvrščena, sedaj je ni napisala, uvrstili na prvo željo na medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru. Ker bi bila znotraj tiste kvote, ki je dovoljena. Tako. Se pravi, pri te kandidati morajo paziti, kako zapišejo zaradi tega, ker če so sprejeti v rednem postopku, jim ta status ne koristi prav nič. Šele takrat, če izpadejo iz postopka, dejansko lahko imajo 15% manj točk. Je pa ta primer zelo zanimiv, ker ne znamo si predstavljati nekoga, ki bi celo zimo ali pa nekaj zim samo recimo smučal, ker je vrhunski smučar ali kakorkoli drugače vrhunski športnik, pa ne bi hodil recimo na predavanja na medicinski fakulteti iz fiziologije, anatomije in podobnih predmetov. Zelo težek primer ste brali v tem grafu. Je pa seveda nazoren, ker je medicina eden od perspektivnih študijskih programov in pravzaprav to, da je medicinska fakulteta v Mariboru omogočila vpis večjemu številu študentov, je pomenilo pravzaprav tudi določeno privlačnost in še vedno je neko dejstvo, ki odmeva med študenti in med kandidati. Poleg tega pravijo, da 700 zdravnikov najmanj primanjkuje v Sloveniji in da je to študij, po katerem študentje, ki zaključijo študij, diplomirajo, lahko tudi zelo hitro dobijo zaposlitev. Prav zagotovo. Namenoma sem izbral medicino, zaradi tega, ker smo v lanskem letu uvrstili naknadno še, mislim, da 17 kandidatov, je bilo takšnih, ki so bili ali preko komisije ali pa preko tega statusa, se pravi, ali so bili vrhunski športniki, ali so bili invalidi, ali so bili, ne vem, socialni problemi, ampak takšnih kandidatov se v lanskem letu na medicini nabralo kar 17. In namenoma sem ta primer izbral, ker nikjer, bom rekel, ni pritiska tako močnega, kot prav na medicinski fakulteti. Zelo velik pritisk, ampak zanimivo je, mislim, da v letošnjem letu je ravno medicinska fakulteta v primerjavi s preteklim, torej za novo študijsko leto 2012-2013, tako moram povedati, v primerjavi s tem, ki zdaj teče, torej 2011-2012, je izgubila medicinska fakulteta v Mariboru 10 vpisnih mest. Ja, res je. Ko smo na začetku povedala, kar nekaj zmanjšanja števila mest, med drugim nažalost tudi na medicini. V lanskem letu smo bili deležni povečanja števila mest, se pravi medicina iz tistih svojih 86 mest, ki jih je držala že od same ustanovitve, lanskem letu povečala na 96. Seveda letos so se odločili iz takšnih drugačnih razlogov, da ponovno zmanjšajo število mest za 10 in tako nažalost seveda za kandidate je preostalo tistih 10 mest manj kot v prejšnjem študijskem letu, kar pomeni, če se bo generacija zmanjšala, zmanjšanje število mest, jaz mislim, da zna tukaj potem prispevati tudi k temu, da bo ta minimum kandidatov seveda večji.
Seveda, manj kot je vpisnih mest, višji je minimum. In to zmeraj lahko kandidati pazijo. Morajo biti pozorni na to stvar. Tako. Zdaj pa, glede na to, da je v bistvu ta logika ali pa recimo določena nevarnost, da se študentu ne uspe, torej kandidatu za vpis, ne uspe vpisati na želeni študijski program, odvisna od teh omejitev, torej na katerih programih so omejitve, na katerih niso. Vsa ta kombinatorika izhaja iz predpostavke, da kandidati že vedo ali pa z veliko verjetnostjo lahko predpostavijo, na katerih programih so možne omejitve in na katerih ne. Kdaj bodo pa znani ti podatki? Ker po rokovniku, če se ne motim, so v bistvu podatki o tem, kje bodo dejansko uveljavljene omejitve, znani šele potem, ko je vpis že končan. Ne, zadeva je takšna. Ne. Mi najprej zberemo vse prijave in pogledamo dejansko število teh prijavljenih kandidatov. V prvem prijavnem roku je seveda Vlada Republike Slovenije pristojna za sprejem omejitev. In nekje konec meseca aprila je tisti datum po rokovniku, ko bodo kandidati izvedeli, kje bo omejitev vpisa. Morda lahko povemo tudi tole, da smo v prejšnjih letih imeli omejitve vpisa na študijski program, ki je bil presežek 30 do 40%. Pa vendarle je to leto ali dve nazaj ministrstvo spremenilo, zaostrilo zadevo in sedaj seveda, če imamo več kot 5%, dejansko moramo omejiti vpis. Posledično to pomeni dejansko tudi to, da imamo ta petka, bom rekel, je malo, 5% je malo. Zgodi se nam namreč, da imamo študijske programe, ki jih omejimo in potem, ko naredimo izbirni postopek, ugotovimo, da jih je manj, kot je bilo razpisanih mest. Morda je bilo res tistih 30-40 malo veliko, ampak 5 se mi zdi pa premalo, morda tista prava številka 15-18%, kjer bi ujeli. Namreč zgodi se, da kandidati, ki se prijavijo, ne izpolnijo splošnih pogojev, ne pravijo mature, ne prinesejo spričeval ali kaj podobnega. In seveda na vsakem študijskem programu imamo določen osip kandidatov, ki jim ne uspe priti v samo razvrščanje. Ali pa ne pravijo mature, splošne mature, poklicne mature. Morda bi bilo kandidatov tudi dobro priporočati tole, naj si pogledajo izpred prejšnjih let, kje smo imeli omejitve vpisa. Gospod Celenkovič, imamo en telefon, pa bi predlagal, da damo gledalcu in pol bomo razložili vse te podrobnosti. Dobro večer, kdo je z nami? Ja, dobro večer, Božica Selinšek pri telefonu. Povejte. Jaz sem imela eno vprašanje, jaz sem gledala letos razpis, ker drugo leto sem jo boste namreč 4 vpisovali. In me zanima nekaj, ravno kar je gospod govoril o zmanjšanju števila vpisnih mest na medicinski fakulteti. Če sem pa gledala razpis, sem pa videla, da je ogromno vpisnih mest, ima odprtih ekonomska fakulteta in pravna fakulteta. Tu se mi zdi nekako, mislim, tam ne občutim jaz zmanjšanja vpisnih mest, pa če rečemo, ne vem, ekonomistov in pravnikov imamo že itak, ne vem, na trgu preveč, zdravnikov nam pa primanjkuje, imamo pa tudi 10 manj mest, tam pa, ne vem, 250 rednih, pa ne vem, 220 izrednih ali pa obratno. Hvala lepa. Hvala vam lepa za to ugotovitev in seveda za vprašanje, gospod Cenekovič, kakšen je vaš komentar oziroma odgovor naših gledalcev? Zelo težko ga bom pokomentiral oziroma bom rekel, fakulteta, visokošolski zavod je tista inštitucija, ki seveda odloča o tem, koliko mest bo razpisalo. In seveda, ko je medicina v prejšnjem letu razpisala 10 mest, je verjetno imela razloge, zakaj je razpisala 10 mest več. Najbrž je tudi pričakovala več državnega denarja. Očitno je tudi sigurno, zadnje vedno stoji denar. Jaz mislim, da je to tudi problem novih fakultet. Mariborska univerza ima kar nekaj novih fakultet v bistvu v svojem naboru v zadnjih recimo 4-5 letih in dejstvo je, da znano je to, da v bistvu stare fakultete vedno zadržijo večino tistega proračuna, nove se pa nekako morajo izboriti za tvoj košček kolača. Sicer to ni vaša pristojnost, moral bi rektor, dr. Bolj biti na vašem stolu v tem primeru, ampak vseeno mislim, da je ta ugotovitev gledalke zanimiva. Vsi, namreč tudi v letošnjih vseh nasvetih, recimo tudi kadrovskih priporočilih je to, vpisujte medicino, zdravniki se bodo lahko zaposlili, imeli bodo službo in tako naprej. Očitno tudi gospa ima dve, recimo hčeri, vsaj ena od njih bo se zagotovo želela recimo študirati medicino in lahko se ji pa zgodi, recimo, da bo
zaradi omejitve vpisa, recimo te... To je tisto, kar smo malo prej govorila, seveda manjše kot število, večji je minimum in seveda kandidati potem težje pridejo, bom rekel, na nek določen željen študijski program. Zdaj, kar se tiče povečevanja in zmanjševanja mest, mislim, da je letos univerza, kot smo že povedali, mislim, da tretjič kar množično, tudi na ekonomiji, tudi na pravu in ostalih, kar zmanjšala število mest. Pa vendarle naša želja je, da seveda kandidata spravimo tam, kamor si želi. Zato smo mi v službi in nekako smo med kladivcem in nakovalcem, jaz pravim, na eni strani ministrstvo, ki nas pritiska z svojimi zakoni, na drugi strani pa seveda tudi kandidati, ki si želijo priti in če se le da, kandidatu poskušamo omogočiti prehod na tisti njegov željen študijski program, tudi z obiski srednjih šol, da jim povemo, kako se prijaviti, na kakšen način se prijaviti, kdaj se prijaviti na omejene, kdaj na neomejene študijske programe. In seveda tudi pri nas je želja, da bi medicina povečala število mest, kajti s tem bi seveda lahko upisali več kandidatov na ta željen študijski program, ki je seveda letos na žalost zmanjšal svoje vpisna mesta. Pa, ko to statistiko spremljate, ugotavljate seveda, da se vsi diplomanti, na primer medicinske fakultete v Mariboru, tudi zaposlijo. Ja, prav zagotovo. Mislim, da je to trenutno poklic, kjer kandidati, kot smo se pogovarjali, ker nekaj zdravnikov v Sloveniji manjka in glede na to dejstvo, seveda dokaj hitro dobijo svojo zaposlitev. Kam se lahko bodoči študenti obrnejo po nasvet, po dodatne informacije, recimo, da bi oddali popolne in pravilne prijave, da ne bi prišlo do kakšne napake? Rekli smo, skoraj 5000 jih še čakate in en teden je do konca in do izteka roka. Jaz mislim, da v glavnem glavna inštitucija, to so visokošolske prijavno informacijske službe, 4 so v Sloveniji, 3 so takšne, kamor kandidati, če dajo pisno prijavo, morajo tudi pisno prijavo oddati. Jaz zmeraj priporočam kandidatom, naj pridejo k nam, naj pridejo po nasvet. Res, da je v tem zadnjem tednu, ko smo se pogovarjali, še kako močno občutimo ta pritisk kandidatov, ki verjetno oklevajo do zadnje minute in ne vedo, kako izpolniti prijavo, ne vedo, kaj bi zapisali. Seveda tista tekoča generacija, ki je v srednjih šolah, četrtošolcev, se lahko obrnejo tudi na svetovalne delavce, tudi oni so zelo dobro poučeni, delajo že dolgo v teh sistemih in bodo znali kandidatom svetovati. Obrnejo se lahko pa tudi seveda na fakultete, na visokošolske zavode. Jaz mislim, da vse posod bodo dobili kar veliko število informacij o tem, kako izpolniti prijavo in seveda kaj zapisati prvo ali pa drugo ali pa seveda tretjo študijsko željo. Kaj se bo recimo zgodilo s tistimi, ki bodo iz kakršnega koli razloga oddali nepopolne prijave, oziroma vi recimo ne boste mogli ugotoviti ali boste v dvomih o podatkih, ki so jih v prijavi posredovali. V bistvu, kako s temi kandidati komunicirate in kako so pol obveščeni? Glejte, jaz mislim, da kar 10-15% je takšnih prijav, ki ne pridejo zapisane napačne. Najvažnejše je, da kandidati pravočasno oddajo prijavo. Nič hudega, če ni popolna. Se pravi, mi smo po zakonu o visokem šolstvu seveda dolžni kandidata o napaki obvestiti. In to tudi naredimo. Se pravi, prav vsakega kandidata obvestimo, mu napišemo, kaj je narobe in seveda takrat kandidat mora odreagirati. Če ne bo odreagiral, potem pogledamo seveda, kako velika je ta napaka. Če je kandidat zapisal 3 študijske želje in je samo ena napačna, bomo črtali njegovo študijsko željo in seveda 2 želji zagotovo pustili v postopku. Seveda, če pa kandidat zapisal samo eno študijsko željo ali pa nepravilno srednjo šolo ali pa nepravilen zaključek srednje šole, potem smo dolžni takšno prijavo seveda tudi iz postopka izločiti. Pa še morda to, če le uspemo, tudi kandidata pokličemo, tudi še drugič in ga poskušamo nekako stopiti v nek kontakt in mu razložiti, kaj je s prijavo narobe in kaj na prijavi popravijo. Tako smo povedali, važno je, da prijavo oddajo, ker potem, če ne oddajo, dejansko je ne moramo sprejeti v postopek. Če pa karkoli za prijavo narobe, je kandidat o tem obveščen in zmeraj poskušamo v prid kandidata zadevo urediti. Skratka, vedno ima možnost, da popravi prijavo do tiste stopnje, da je lahko, da ostane v postopku in da seveda uresniči vsaj eno od tistih želja, ki jih ima. Naša želja je, da kandidata, se pravi od začetka do konca, pripeljemo, da imamo, bom rekel, kandidata, ki pride na svoj željen študijski program, da imamo kandidata, ki je potem uspešen študent in seveda kandidata, ki je uspešen diplomant in seveda zadovoljen tudi na svojem delovnem mestu. Kdaj bodo znani rezultati tega prvega vpisnega roka?
Najkasneje do 25. julija kandidati seveda morajo dobiti sklep o omejitvi vpisa, ponavadi je še to kakšen dan pred tem datumom, dobijo sklep o rezultatu izbirnega postopka na svoj dom, naj bodo pozorni, kajti to je čas počitnic. Dostikrat kandidatom opozorimo, naj pazijo na ta sklep, kajti po tem sklepu pride hitro tudi obvestilo o vpisu. Fakultete so tiste, ki povabijo kandidata na vpis z nekim določenim seveda datumom in seveda, če kandidati ne pridejo na ta vpis, potem ta prijava njim propade, to mesto jim propade in fakulteta da mesto seveda v drugi prijavni rok in dostikrat se zgodi, da ti kandidati, ki so že bili sprejeti, ki so imeli svoje mesto dejansko, ne morejo priti več v drugi prijavni rok, kajti tudi, če se prijavijo teh mest zagotovo manj in rabijo dosti boljši uspeh, da lahko pridejo na ta enak študijski program. Do vpisa nič ne morejo. Tako. Gospod Senekovič, hvala vam lepa za sodelovanje v nocojšnji oddaji, za vsa ta izčrpna pojasnila in odgovore. Upam, da nismo prestrašili kakega gledalca z vsemi temi shemami in različnimi možnostmi, ampak človek mora biti pameten, preudarno premisliti in dejansko v bistvu tudi po pameti, kot temu rečemo, tudi se odločiti, kako izraziti te želje zaradi tega, da bi dejansko dosegel tisti cilj in da bo pol zadovoljen študent takrat, ko bo začel študirati in se vpisal v določeno študijskih programov. Hvala vam torej še enkrat. Hvala tudi vam, spoštovani gledalke in gledalci. Privoščimo vam prijazno nadaljevanje večera. Z vami bomo ponovno v sredo 29. februarja, ko bo na sporedu prva od 6 oddaj, ki jih bomo posvetili soočenjem kandidatov na nadomestnih županskih volitvah, tokrat v severovzhodni Sloveniji v občinah Destrnik, Duplek, Polzela, Radeče in Slovenj Gradec. Tam do 9. marca bomo z vami skupaj v teh oddajah. Do prve, nasvidenja.